Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in ponovno smo skupaj. Danes sem zelo vesela, ker je moj gost v studiu deček, Armin, fant. Fante, moram priznati, čisto sama smo v tehle naših ustvarjalnih iskricah vedno puščali malce ob strani. Mogoče zato, ker sem sama punca, mogoče zato, ker se mi je zdelo, da fantje ne ustvarjajo tako radi, pa sem se pri tem zelo motila. Armin je namreč en tak zelo ustvarjalen tretješolec. Armin, na katero šolo hodiš? Na Gustav Šilih. Na osnovno šolo Gustava Šiliha iz Velenja. In Armin nam bo danes predstavil eno tako prav posebno idejo, namenjeno fantom. Prepričana pa sem, da jo bodo zelo rade izdelovale tudi punce. Ko sem namreč sama videla, kako ta izdelek izdela, sem si tako želela, da se bi naučila, kako se to naredi, da komaj čakam, da me Armin to nauči. Armin, boš povedal, kaj bomo pravzaprav danes izdelovali? Danes bomo izdelovali rakete. Rakete, v vesolje bomo potem lahko poleteli. In kakšne rakete, kaj za te rakete potrebujemo? Za te rakete potrebujemo slamice, malo večje slamice, škarje, različne lepilne trakove, lepilo in papir. Aha, penasta guma je v bistvu to je prav tak poseben papir oziroma penasta guma. Verjetno se zato raketa potem malce manj uniči in se lahko z njo dalj časa igramo. Zakaj potrebujemo dve velikosti slamice, to se pravi eno ožjo in eno malce širšo? Eno potrebujemo za izdelavo, eno pa za izstrelitev. Aha, to se pravi za izdelavo rakete potrebujemo malce debelejšo oziroma večjo slamico, za izstrelitev pa malo ožjo, zato ker bo to raketni pogon. Zdaj pa komaj čakam, da mi pokažeš, kako se zadeve lotiva. Jaz tudi. No, potem pa mi povej, vzameva Slamico in odreževa malo večji del in vzameva lepilni trak. Aha. Mogoče poiščem, ti pomagam, pa aha, Armin že to obvlada sam, zbral je deteljico. Aha, imamo pa tule nekaj takega tudi za punce, note. Pa bom jaz tudi naredila si eno raketo, če dovoliš. Takole malce večji del. Aha. Selotejp oziroma lepilni trak. Aha, in si odreževa in ta košček, a je važno, kako je velik? Ja, malo srednji. Aha, krajši skratka od palčke, kot sva si jo odmerila za raketo, takole. In zdaj takole. To se pravi, eno luknjico pokrijeva s selotejpom. A prav razumem? Ja. Potem vzameva še malce traku. Aha. Se nazaj prilepo. Sedaj malo večji. Večji košček. Super. In zalepiva tu gor, kjer... Aha, ovijema v bistvu to. Meni je slamica padla na tla, pa se sedajle z mikrofonom ne bom mučila, da jo poberem. Bom jo pa na koncu in si bom izdelala še eno. Tole pa bom sedaj naredila še enkrat po Arminovih navodilih. Skratka, vzamem še en košček selotejpa. Malce večji, si rekel, malce daljši. Aha. Ja. In ovijem to, kar sem najprej nalepila, a ne, da so ti delčki ravni, da ne bodo rakete, predvidevam, da ne smejo rakete motiti, ko bo letela, a ne, drugače bi jo pa lahko ovirali. Tako, tukajle sem pa jaz malce predolgo naredila, pa bom tole, a lahko tole malce popravim, pa si odrežem, ker nisem poslušala tvojih navodil in sem naredila predolgi trak. Takole. Zdaj potrebujeva... Aha, tole gumo. Ja, lahko tudi rumeno. Aha. In odreževa tako
eno tako strmo in eno ravno. Aha, take trikotničke, bomo rekla pravokotne trikotničke. In potem bova tako okoli zalepila 3. Aha, 3 take potrebujeva. Lahko takole si, malce te bom prehitela. 1, 2, pa bom kar 3 vogale porabila. Evo, 3. Pa še ti. Okay. Izvoli. Super. 1, 2 in še 3. Pravokotni pa morajo biti zato, da se lepo prilegajo s tem delom na slamico, ne, tam, kjer bova prilepila. Super. Tako. Zdaj pa uporabiva lepilo. Aha, jaz bom pa uporabila tega svojega. Predvidevam, da je to univerzalno lepilo, s katerim lahko lepimo plastiko. Bo šlo? Ti pomagam? Lahko. Aha, včasih je potrebna malce močnejša roka pri tehle zaporah za zamaških za lepila, ker jih lepilo prilepi nazaj, ne? In zdaj vzameva, tu smo naredili. Ta ravni rob, ja? Ja, in ga takole zalepiva. Aha, ravni rob zalepiva. Tole je kar drobno delo. Za take majhne prste, ko je tvoje, je fino, za moje prste, ko so pa take že malo bolj večji, pa okorni, pa kar drobceno. In zdaj prilepiva to na slamico. Ja. Čisto na rob, na spodnji rob. Aha. Potem pa že malce stoji, če jo takole prilepim. Aha, ne, še enega bo treba prilepiti, a ne, da bo malce bolj stabilna. In tako potem prilepiva vse 3 delčke. Bo šlo? Ja. Bo. A nam boš potem pokazal na raketi, ki si jo že doma izdelal, kot vzorec, kak fino leti, da bodo naši gledalci videli, kaka super igrača je to. Potem misliš, da lahko potem mi malce tekmujemo, katero raketo bo dal odneslo, če nas je več prijateljev, ko si naredimo svoje rakete? Ja, ampak ko naredimo raketo, moramo malo počakati, da se posuši, ker če ne počakamo, lahko padajo te 3 dol. Aha, tele 3, kako bi temu rekli, usmerjevalci rakete, raketni repek, a ne? Ja. Raketa ima tak repek, da potem lažje leti. Aha, takole. To se pravi, dokler se tile naši delčki ne posušijo, je rekel Armin, da moramo počakati in se še ne smemo igrati s tole našo raketo. Ker pa je Armin naredil eno raketo že doma, vam bomo lahko danes v oddaji vseeno pokazali, kako odlično tale raketa leti. In je tole odlična ideja, če si želimo praznovati rojstni dan na temo vesolja, da si izdelamo takale rakete in se potem z njimi igramo. Kaj praviš, Armin? Ja. A sem se fajn spomnila? Super! To se pravi, a je tale, kaj boš rekel, je tale v redu? Bo letela? Ja. Bo letela, super! Postaviva je takole, ja, če ne bova pa takole malce jo naslonila in se bo takole lepo posušila. Tukaj jih bova dala malce bolj na tole, da se bodo zdaj najine raketice posušile. Zdaj pa še samo pokaživa tele slamice, ki nam bodo pomagale, da bo raketa vzletela. Lepilo pa lahko semle postaviš, da se bodo tam najine rakete fajn videle na kameri, kar takole. Zdaj pa pokaži, zakaj je pomembno, da je tale slamica debelejša od slamice za izstrelitev. Zdaj potrebujemo šele slamico za izstrelitev, a ne, Armin? Ok, a lahko pokažem na... Lahko, na svoji raketi lahko pokažeš, ki je narejena iz enake slamice, kot sva jo midva uporabila sedaj za izdelavo. Aha, skratka slamico na ta ukrivljen del, ki ga damo ponavadi v usta, damo slamico. Zdaj pa pozor, da bo kamera ujela izstrelitev naše rakete. Bom jaz rekla 3, 4, ali odštevam, tako odštevajo v vesoljski agenciji, takrat, kadar rakete poletijo nazaj, od 5 samo. A lahko? Ja, od 5. In ko rečem nič, boš ti izstrelil raketo, da bodo naši kamermani vedeli, kdaj posneti dogodek. To se pravi 5, 4, 3, 2, 1,
Bum! Bravo, super je tale naša raketa poletela. Midva z Arminom sva vam pokazala, kako si izdelati takšno lušno domačo igračo, ki bo še kako prav prišla v teh dneh, ki prihajajo, ko bodo malce bolj mrzli, pa malce bolj turobni, pa se ne bomo mogli igrati zunaj. Takrat si pa lahko izdelamo to raketo. Kaj praviš, Armin? Ja. Lahko, in če povabimo k sebi še kakšnega prijatelja, bo popoldne hitro minilo ob igri z raketami. Pri koncu današnje oddaje sva, Armin, hvala, ker si nas naučil takšno super idejo. Če vam je bila Arminova ideja všeč, nas glejte spet prihodnjo sredo, ko vam bomo pripravili novo ustvarjalno presenečenje. In ne pozabite, še vedno čakamo na vaše fotografije z vašimi izdelki in z veseljem vas bomo povabili v naš studio, da jih boste predstavili našim gledalcem. Ali lahko še jaz nekaj povem? Lahko, Armin. No, če naredite dve raketi Sama sem hotela kar prehitro zaključiti. in vzamete slamice in jih skupaj tako zalepite z lepilnim trakom, lahko date dve raketi in tu piha vaš prijatelj, tu pa vi, tako. In napet dve. Super, to je pa Armin zdaj nam povedal še eno skrivnost, kako se s to raketo še drugače igrati. Armin je namreč meni na začetku oddaje, oziroma ko sva se pripravljala na snemanje, povedal, da zelo rad doma preizkuša različne ideje, kaj ustvarjati in kako narediti. On si je tole idejo izmislil čisto sam in ker si jo je izmislil čisto sam, je tudi preizkusil, na kakšne različne načine se z njo lahko igramo. To se pravi, lahko si naredimo drugačno izstrelitev, si rekel takole, zlepiva najno izstrelno ploščad, bova rekla temu, ne? Ja. In potem pihata dva prijatelja, ne? To se pravi eden in drugi, in raketi bosta skupaj poleteli. Zdaj pa lahko zaključimo oddajo. Lahko. To se pravi, pri koncu današnje oddaje sva in samo poslovila se še bova. Nasvidenje do prihodnjič. Nasvidenje.